Angeli ali nadangeli? Kdo je kdo v tej zgodbi? Okay? Izraz angeli se nanaša na angele varuhe. Smo jim skrajšali, ne? To se nanaša na angele varuhe. Angeli varuhi, moraš vedeti, se zelo močno vežejo na tvoje osebne izkušnje, ko si se ti odločila iti v inkarnacijo. Torej, to so angeli, ki delajo samo s teboj. Samo s tabo in z nikomer drugim. Njihov nivo izkušenj, frekvence je maksimalno ujemanje s tem, kdo ti kot duša si, kakšne izkušnje imaš iz prejšnjih življenj in tako dalje. Okay? Zelo podrobno poznajo načrt tvoje duše, tvoje sorodne duše, kaj ste si zdaj vi tukaj zadali, kaj je tvoje poslanstvo, kaj so tvoje prepreke, kaj bo tvoj karakter brusil, zakaj si izbrala točno tak ego, kot ga imaš in tako dalje. In te njihova naloga je tvojo lastno izkušnjo, vsako izmed njih, pripeljati na najvišji možen nivo za dušo in posledično je seveda tudi fizična manifestacija več kot taka, kot si jo želiš. Torej, oni vsako izkušnjo hočejo pripeljati na najvišjo možno frekvenco, kar včasih težko na tem planetu, zato imaš angele varuhe. In oni ljudje, ki imajo neko izkušnjo, ki se lahko pripelje ful na visok nivo, pa jo zafrknejo, te ljudje imajo izkušnje težke k slon, presežem. Ojoj, a veš? No, tudi če jih imaš, ti angeli lahko tukaj pomagajo, ampak to so samo tvoje osebne izkušnje in mogoče tvoj zelo bližnji krog. Starši, najožji prijatelji, otroci in tako dalje. Če je nekaj samo tvoja osebna izkušnja, ki jo grizeš in veš, da je tvoja osebna stvar ali pa osebni vzorc, na katerega se ti kot hrček na kolesu v njega peleš, bi jaz klicala angele varuhe. Ker nadangeli so drugačni. Okay? Nadangeli, dostikrat jih ljudje ne razumejo, a ne? Nadangeli so bitja, ki so več ali manj prihajajo iz Atlantisa, ampak oni so bitja, ki so določena zato, da so aktivna na našem planetu, zato, da ostaja svetloben. Naš planet je naredil Atlantis, to že verjetno vemo, in v osnovi je to svetloben planet. Včasih, ko ga pogledaš, si misliš, ampak je svetlobni planet. Veliko več je dobrega kot slabega, pač se moramo zavedati. Veliko več ljudi normalno živi, kakor pa da so serijski morilci. Ok, bodimo realni, a veš. Ampak nadangeli, oni so močni portalisti, ki zagotavljajo točen, določen nivo svetlobe na planetu Zemlja. Zelo močen nivo svetlobe. A veš, in oni, recimo, angeli varuhi lahko malo lobirajo, lahko delujejo tvoj prid včasih, pa kaj naredijo namesto tebe, nadangeli striktno, zaradi tega, ker oni se vežejo na to osnovno nalogo, ampak kdorkoli izmed svetlobnih članov noter prihaja z namero, da bo ohranjal ali dvigoval svetlobo, bojo nadangeli delali z njim, ampak bojo striktno upoštevali zakon svobodne volje. Ne bojo se mešali toliko v osebne izkušnje noter. To je res dobro, da delaš in z enimi in z drugimi. Recimo, če rabiš ti neki prijateljci povedati svoje mnenje, klič angele varuhe, ok? Če rabiš prizemljiš življenjsko poslanstvo, ki bo pomagalo drugim ljudem in tudi svetlobi, klič nadangele.
tok, tok, tok. Nekdo trka na vrata in nekaj lepega ti prinaša. Pa vendarle, če ne veš, kdo je pred vrati in potem mogoče dvomiš, ali bi odprla, ne veš, kaj ti energija na drugi strani mogoče prinaša kot svoje blagoslove. Taki so angeli, ko pridejo na obisk. Dejstvo je, da o angelih ljudje že tisočletja govorijo, pa vendarle je zelo malo ljudi, ki razume, kako angeli točno delujejo. Zaradi tega, ker ljudje so ugotovili, da delujejo zelo skrivnostno in potem, ko nekaj naredijo, mogoče ljudje to dojamejo bistveno kasneje, ampak kako pa v bistvu narediti to, da ko potrkajo na vrata, ti razumeš, da je res angelski blagoslov in da lahko odpreš vrata. Kako angeli uporabljajo vzvode v fizičnem svetu, da dostavijo svoje blagoslove. To je zelo dobro poznati in to je zelo dobro znati zaradi tega, ker če tega ne poznaš, potem ne moreš tega sprejeti, ker ne veš, da obstaja. Ali želiš končno to sprejeti? Če je tvoj odgovor da, potem te vabim, da se pridružiš tečaju angelskih blagoslovov. Naučil te bo tečaj ravno to, kar sem povedala. Končno boš res razumela angele in končno ne boš več zamujala njihovih blagoslovov. Čas je, da izkoristiš prav vsakega izmed njih. Kako? Tako, da se nam pridružiš, naklikaš povezavo in se odločiš, da odpreš vrata.